Evo, jaz sem se odločil, da bom posnel en video, kritično misel moram razvijati. Zadnjič so mi na en ponedeljek, 28. oktobra, so mi poslali nek link na Pritličje, kjer Pritličje je nek lokal, gejevsko-legebitrovski, LGBT bar, lastnica je Barbara Rajgl, tako kot je imela včasih Cafe Open. Ima zdaj to Pritličje v starem delu Ljubljane. Tam se dogaja neka predavanja in tisti ponedeljek je imela Eva D. Dolar je bila nekoč, ne? Pa je se tale Dolar nekako distanciral od tele svoje žene. Zamenjal je firmo, kot bi se reklo. In ta Eva je imela to predavanje. To je vodilna feministka, kot je bilo tudi napovedano, vodilna ideologinja slovenskega feminizma, neko pamet daje zraven, kaj vem, nekatere ženske so na pozicijah moči in oblasti, recimo Sonja Šmuc ali pa Uršula Cetinski, Cankarjev dom, ne? Ali pa Neža Šalamon Kogovšek, tam Miron inštitut, Alenka Bratušek, Semafori, novi, ne, babi. Eva je pa vodilna ideologinja, ne? Tam nekje še štango drži, kaj je, Renata Salecl, polje Milica Antič-Gaber, no, Eva D. Bahovec je pa najbolj militantna ideologinja, ki suvereno pere možgane, predvsem študentkam, študenti se toliko ne pstijo. Na Filofaksu, to je, bi rekel, podružnica feminizma, glavna sociologija spolov, je sicer eno nadstropje nižje, sociologija kulture, FDV je svoja zgodba, FSD, centri za socialno delo, domujejo nekje drugje, posod je zdaj ta feminizm, ampak Eva D. Bahovec se vsosi v intelektualno smetano s svojimi pravljicami feminističnimi. Zadnjič je bila v Intelekti skupaj s Miran Možina, tam dekan Univerze Sigmunda Freuda, Matjaž Lunaček, pa je kar močen psihoanalitik, psihiater, pa je bila pa še Karmen Šterk tam, FDV partija, pa Eva Bahovec, ne, tam se je lepo delala, sicer udriha po Freudu, ne, tam se je pa lepo delala, 80 let Freudove smrti je bilo. No, zdaj bomo pa poslušali, kakšne nebuloze to je kvasila v tistem Pritličju. Dajmo probati zdaj tole malo takole poslušati. Sosirjanski jezik v nasprotju z govorom. Sam jezik deluje tako, da objektificira. Lingvistika, morda gremo lahko celo tako daleč, na filozofski fakulteti smo šli, deluje na samo realnost. Če veste, je bil na filozofski fakulteti sprejet sklep, da zdaj pa dovolj tega, da se moški spol uporablja kot generični spol in bomo nekaj časa, da se malo uravnoteži, uporabljali ženski spol kot generični spol. To pomeni, da se res dogaja neka glupost in tej gluposti je treba narediti konec, no. Mislim, ljudje smo ljudje, človek je človek, ne, tudi človek pa človekinja ali kaj, ne, mislim, take nebuloze se zdaj tukaj dogajajo in jaz sem en redkih, ki konsistentno, se pravi, z repom in glavo sesuva te feminizem. Napisal sem to Prvi spol knjigo, bil tudi študent tele Eve D. Bahovec in še koga drugega. Tele imam indekse, ne, tele kaj, indeks sociologija kulture na Filofaksu, to je pa doktorat, to je pa ISH, Institut Studiorum Humanitatis, ne, šport skozi psihoanalizo, datum 9.7.98, ne, Bogdan Lešnik, šport skozi psihoanalizo, doktorat mi je bil zavrnjen, ne, to so pa recimo epistemologija humanistike, ne, mentor Rastko Močnik, teorija ideoloških mehanizmov
Rastko Močnik, Drago B, Braco Rotar, Psihoanaliza in teorija subjekta. Janez Strehovec je še pol tukaj zgodovina in filozofija telesa, Rastko Močnik, sociologija zdravja, potem pa telo in oblast, Eva D. Bahovec, ne? Telo in oblast, spet sem pri njej delal, ne? Da ne bo pomote. Ker ona je mene pozneje označila, da nisem strokovnjak, ne? Dajmo poslušati, ko je še pol ta Eva D. Bahovec predlagala, ne? In kaj so pol v filovajah, ne? Kaj so naredili, boste videli pol. Številka 1. Bi želela, da konfrontirate Delovni list, številka 1. Z recenzijo v osrednjem kulturniškem časopisu. Pogledi, Pogledi, delovi pogledi, ki je takole upeljal drugo izdajo drugega spola Simone de Beauvoir. Prva izdaja, moram reči, da je bila resno sprejeta in z resnimi odmevi v strokovnem časopisju. Druga izdaja pa je naletela na tole. Genialnost, potem ni govora o drugem spolu, Princi na belih konjih, tudi ne, in čar toalete. Ne vem, ali je to ironija, ali je to teoretska ironija, ali politična ironija, ali je norčevanje, ali je kaj tretjega. Morda nekateri že veste, ko sem ta naslov in tudi vsebino, ki je s tem povezana, to ne je bila recenzija, paste, to je bila recenzija ene osrednjih filozofskih knjig 20. stoletja. Nebulos. Sem to omenila potem v intervjuju na radiju, mislim, da sem že rekla, ne, saj nekateri sem pripovedovala, mi vas zaskrbljen, piše tedanji urednik Pogledov. Boštjan Tadel. In pravi, veste, jaz se pravzaprav s kolegico zmenil zaradi tega za to recenzijo, ker sem jo na vsak način hotel usiliti, da bi napisal recenzijo te knjige Roman Vodeb, in jaz sem se na ta način rešil. Urednik je jasno tisti, ki odloča, komu bo kaj dal besedo, komu ne, odloča o tem, kdo so strokovnjaki in kdo niso, ne. In da potem meni, ne bi bil vsaj tihno, da mi piše, ne, kot odgovor na to, kako je pravzaprav to ženskam prijazno, mesto, da bi Roman Vodeb, če sem prav razumela, dali ste nekje zasledili, da piše knjigo o prvem spolu. Ja, prvi spol. Prvi spol. Sem jo napisal. Skratka, ali je to rešitev, ali ne, zdaj bomo naredili. Manca G. Renko, Grgič, ne G. točka. Lej, trga, intelektualka, trga recenzijo. Kure pa kurje, ki se pa režijo. A je to prav? Dobro, da jo ni zažgala. Strgala je recenzijo. Manca G. Renko je sedaj partnerica Luke Mesca. Takrat je bila 2013, stara 25 let. Takoj prečrtite. Ne, strgite. Takoj strgite. Strgali so recenzijo. Mislim, Hitler je zažigal knjige, ta je šla pa trgati recenzijo. In to je intelektualna srenja filofaksa. Ma ljudi moji, jer je to mogoče, bi rekel Mladen Delić. Mislim, lejte, strgala recenzijo. Mene pa označ, kam označ, da nisem strokovnjak. Okej. Zdaj nam rekel, da sem ne vem kaj. Ampak tole, zdaj malo tole stop pritisno. Bahovec. Institut Studiorum Humanitatis. Fakulteta za podiplomski humanistični študij. Tle sem se jaz odrekel doktoratu. In pri njej sem pisal, pri Bahovčevi, feminizem, psihoanaliza, teorije in politike telesa, študija spolov, modul, psihoanalitski koncept razlik med moškim in ženskim športom. Wow, sem govoril o Oidipovem kompleksu, zavidanju penisa, anatomija kot usoda, moška želja in falična športnica, skratka mentorica Eva D. Bahovec. Kdaj je to? Ma 97. leta sem to pisal. 12 let nazaj. Ok, tle je datum 18. januar 98.
Ne? In sem potem, mislim, ni kaj sem se tle mogel delati. Ampak pol, če se prav spomnim, je to zavrla. Potem sem pa še enkrat pri njej na filozofiji oziroma sociologiji kulture, na filofaksu, oddal seminar o občutenju pomanjkljivosti telesa v luči nekaterih športno-vzgojnih praks, zlati sonček, športno-vzgojni karton. To sem mogel naknadno napisati, ker mi seminarja, mislim pa, da sem govoril, očka, poglej me, takšna sem kot sin, ki ga nimaš. Zgledovanje po moških. Ta seminar mi je zavrla in sem mogel novega napisati. Pri sociologiji kulture telo in oblast je bil ta modul. Mentorica Eva D. Bahovec, julij 2001. Pa sem tudi magistriral na sociologiji kulture tega istega leta. In sem mogel Foucaulta, to je geovski zgodovinar, tudi mal psihoanalitik, Foucaulta upeljati, ker je to ona želela. Skratka, in ta Eva prav, da mora Boštjan Tadel dati recenzijo pisati strokovnjaku. Jaz pa nisem strokovnjak. 2 izpita sem pri njej delal, 2 izpita. Enega mi je zradirala, sem mogel novega, prala mi je možgane. Mislim, 2 podiplomska študija imam. Ne vem, kdo lahko še več o Simone de Beauvoir pove kot jaz. Prvi spol je opozicija njenemu drugemu spolu. Simone de Beauvoir je napisala nebulozo 20. stoletja, Biblija feminizma, in jaz temu oporekam, nisem strokovnjak. In potem gre recenzijo, pa ste trgati. Manci Grenko. Jo, pa se ta recenzija ni ne vem kaj, bi vam pokazal, zas ljudi moji, ili je to mogoče? Ne vem, kaj bi še rekel, raj stop pritisnem.